Nekateri ste z eno nogo že v poletnih avanturah, pri volanu pa še vedno testiramo avte, da boste vedeli, kateri bo pravi za vas to poletje. Anže, recimo, prvič sedel za volanom čist nove Cupre, ki se imenuje Raval. Pravi upornik, a ne? Ja. Tako kot ti, Anže. Ne, jaz se delam, da sem. Se sam dela. Potem prvič smo sedeli za volanom Hongqia EHS 7, ja. Pomešali smo se med motoriste na treningu varne vožnje, potem smo se poglobili v zavarovanja in leasinge. Jaz sem si ogledal ozadje mednarodne premiere Toyote pri nas, za začetek pa praznujemo 50 let, ampak od avta, ne mojih, k sreči. Tega. To stane. GTI, Enka, pa še Cabrio. Ja. A si ponosen na tale avto? Sem, ja. Zdaj je kar hudo. Je, ja. Za te čase so kar naredili. Ampak to ni čista prvo, ne? Ne. Kje letnik je to? Ta je 91. Aha. Čak, dokdaj so že delali take? Delali so do 93. leta. Aha, okej. Avto kot figura, armatura, nasplošno. Golf je bil od nekdaj, ko smo mi gor rasli, en tak avto, recimo, da si ga lahko iz težavo prvošel, ampak si ga lahko, no. Ja. To je 1.8 benzin, to ima 112 konj. 112, ne? Ja. Ampak si rekel, da so? Ta pravi konji še. Ta pravi, nič turbo, a ne? Nič turbo. Ja. Pa še zvok ima tak, mora biti, ne? Ja. Ej, streha v redu dela? Dela, ja. Ja? Ročni pogon. Ja, 50 let je že, odkar imamo Volkswagen Golf GTI. Noro, a ne? Če pred več kot pol stoletja ne bi bilo tistih navdušencev pri Volkswagenu, ki bi popoldne pa zvečer neskrivaj razvijali GTI, ga danes verjetno sploh ne bi imeli. Vsaj ne v takšni obliki, no, ker ta avto je spremenil marsikaj v avtomobilizmu. Najbolj hecen pa je, da so pri vodstvu najprej ta avto zavrnili, v bistvu so ga zelo odločno zavrnili, potem v drugo jim jih je pa uspel prepričati in tako je postal uspešnica. Najprej je bil načrt, da jih bodo izdelali 5000, na koncu so jih prodali skoraj 462 000. In po 50 letih so Nemci za največje oboževalce teh treh legendarnih črk izdelali najbolj zmogljiv serijski Golf GTI vseh časov. To je Golf GTI Edition 50. Prej je bil to Golf GTI Club Sport, zdaj pa ima 2-litrski turbobencinski motor kar 239 kW, to je lepih in živahnih 325 konjev. Ta Golf do 100 pospeši v 5,3 sekunde in doseže največjo hitrost 270 km/h. Kot mulj sem sanjal v takšnih številkah, danes pa vozim Golf, ki vse to zmore. Še malo na hitro v tehnikalijah. Takšen Golf je 15 mm bližje tlom kot navadni Golf, ta je pa performance, tako da še 5 mm nižje, torej 20 mm nižje kot navaden Golf. In ta ima še prilagodljivo vzmetenje, ki res dobro deluje, to lahko takoj povem, ker je avto krasno vodljiv in ovinke požira kot za šalo. Je pa v športnem načinu že toliko trd, da marsikomu ne bo več všeč za vsak dan. K sreči se s tem gumom klede dogajajo čarovnije, zato je lahko tudi majčkeno bolj krotek. Tudi DSG je tukaj hitrejši, da zmore vse moje želje in zahteve prenesti na sprednji kolesi, ki imate zaradi velike moči res velik dela. In izpuh je tukaj Akrapovič. Sicer bi jaz rad videl oziroma predvsem slišal, da bi bil še malo glasnejši, ampak zaradi strogih regulativ ne sme biti. Lahko pa povem, da občasno vsem poka, torej kljukca. Zunaj ga boste prepoznali po teh posebnih nalepkah na spoilerju, pa potem napisih na zavornih čeljustih, pa posebnih platiščih, potem znotraj, recimo tradicionalen vzorc na sedežih, pa potem kup enih rdečih dodatkov. V glavnem, krasno darilo za 50. rojstni dan. Upam, da ni zadnji sploh. Klasičen GTI mislim, ne GTI, ker to znamko vem, da bodo pri Volkswagenu še naprej negovali. Če ne, nam pa ostane samo še to. Ej, ful hudo, ne? Ja. Tole je kva, letnik? 76. Torej ta prvi? Čisto ta prvi.
čisto ta prvi Golf, že v izvedenki, v bistvu še Swallowtail. To je bil v bistvu drugačno vezno steno, to je čist prvi Golf bil v bistvu poimenovanje bil po enem metulju, ne? Okay. On reče Swallowtail, oziroma Nemci reče temu Schwalbenschwanz. Je pa ta specifičen, ker ima marsikaj drugače, tudi še prva havba, zadnja havba, vse je drugačno. Tudi elektrika je še v bistvu iz stila tega hrošča. Tako da vse je v bistvu old school pa mehanika. Ja, the best. Ja. Ma pa fajn člička slišal. Ja, pa stara plastika vedno kaj pomaga. Ja, vidim, malo se pošpona, pa je pol v redu. Pač nerešljive zadeve. Ej, to si ga ti sam rihtal, ne? Tako, ja. Torej, a kaj veš, koliko cajta si vanga vložil? Ne, ur nisem štel, sem ga pa, sem pa definitivno zložil to v slabem letu. A res? Ja. A pa si bil priden? Tako da, recimo vikendi, pa kakšni večeri, večerne urice. Ej, ful mi je všeč, ampak ta barva pa ni ista kot moja, je to original? Seveda. Rdeča, marsovsko rdeča, Ja. Original barva od Golfa GTI enke. Iz leta 76, Tako. praviš, hudo. Za koliko se pa zmenva? Pod 20 000 bo težka. 20? Ja. To je več kot enkrat več. Ja, je tudi tehnologija malo novejša, ampak vseeno. ampak tega lahko kupite, tega pa ne morete. Ta je star. Ne, res je dober. Lepo si ga zrihtal, ful. Se vidi, da je Hvala. bilo veliko ljubezni in časa vloženega vanga. Ja. Tako da, top. Vidiš, to je GTI. Lep rdeče avto si nabral na kup. Moram priznati, da so mi vsem pomagali pri Team Volkswagen Slovenija. Nimam jaz toliko stikov, ne? Drugače pa ta skupina šteje 20 000 članov. O, res? Ja, še sam nisem mogel verjeti, ne, da jih je toliko veliko, ampak očitno imamo Slovenci res toliko radi Volkswagene. Sploh te stare, ful so lepi. Ja, pa še rdeči so. Ja. Tako kot naša Celica za volanom, katere se že ogreva naša nova rokerska zvezda. Še prej sem pa jaz pripravil premiero nove Cupre, Raval. A to se zato ogreva, ker je toliko vroče, ne? Jaz komaj gledam, toliko je vroče in Ne, svetlo. zvezda. Ker dol teče, stari. Ne vem, kdaj nazadnje, če sploh že kdaj, je Mateja toliko zanimal nov avtomobil, da me je v bistvu klical že, ko sem komaj prišel na premiero. Šele priletel sem v Španijo, komaj vzel ključe, niti zapeljal se še nisem s tem avtom, pa imam že 3 njegove neodgovorjene klice. Ampak bo Matej mogel kar počakati do tega trenutka, ko tole gledate tudi vi. Ga pa seveda razumem in če naj oba zanima, kakšen je nov Cuprin Raval, sem prepričan, da so malo nervozni kar v celotnem koncernu Volkswagen. Raval je namreč novi električni malček na povsem novi platformi za majhne avtomobile MEB Plus oziroma MEB Entry se ji reče, pa z novim baterijsko-električnim sklopom, kakršnega bosta kmalu dobila tudi ID Polo in Škoda Epic. In jasno, najprej so nas povabili na Raval, ker izgleda najbolj brutalno, dal hudo barvo, najmočnejši motor, najboljšo opremo, tako da res težko rečem, da ne zgleda dobro, ne? V Barceloni sem, kjer je uporniška četrt El Raval, po kateri je ta avtomobil dobil ime. Nekakšna barcelonska metelkova, bi rekel, ampak malo bolj sofisticirana. No, avtomobil Raval je 4 metre dolg mestni malček, ki bo na voljo z 2 vrstama in 2 velikostma baterije ter 4 različno močnimi elektromotorji. Povsod je pogon seveda spredaj, osnova pa se začne z baterijo LFP kapacitete 37 kWh in ta je povezana z elektromotorjem, ki ima 85 oziroma 99 kW moči. 116 oziroma 135 konjičkov je to. Mi je pa malo hecno v letu 2026, da se baterija pri šibkejšem motorju polni z največ 50 kW moči in potrebuje dobre pol ure za 80% napolnjenost, na pri močnejšem motorju pa je moč DC polnjenja 88 kW. No, potem je na voljo še večja NMC baterija z 52 kW urami, ta je pa na voljo z elektromotorjem, ki ima 155 kW moči oziroma pri takšni opremi VZ 166 kW moči, ker je 226 konjičkov.
Velika baterija se polni z največ 105 kW moči in potrebuje 24 minut za 80% napolnjenost, se pa vse različice polnijo z 11 kW na navadni polnilnici, to se mi zdi kar pomembno. Teoretični doseg pravzaprav niti ni toliko pomemben, praktičnega bomo preizkusili doma, ko avto dobimo na test, lahko pa za začetek povem, kako se Raval pelje. V bistvu sem lahko kratek, ker je za voziti totalno zakon, sploh takšen VZ, kjer je podvozje še 1,5 cm bolj pritisnjeno klom, občutek na volanu je fantastičen, avto ima zaporo diferenciala, tako da zapeljati je res krasen. V bistvu si takšnega z lahkoto predstavljam kot prvi avto v družini, kjer prevoz otrok še ni potreben. Ali pa ni več. 6,8 sekunde potrebuje z mesta do 100. Ta je res fin. Takšen je pa znotraj. Všeč so mi vsi ti barvni detajli pa ambientalna osvetlitev. Ta zaslon pred volanom je svetlobna leta boljši od tistega v našem ID.4, to lahko takoj povem, in velik pa uporaben je tudi ta na sredini, drugega itak nisem niti pričakoval. In seveda skoraj nikjer ni fizičnih stikal, razen tukaj na volanu, kjer so pa na srečo klasična fizična. Sicer si dveh upokojencev v takšnem avtu skoraj ne predstavljam, zato me tudi malenkost manj moti, da ni fizičnih stikal, bi jih pa seveda rad videl. Matej, ja, zelo dober se pelje, se tudi mora, ker mu pod prste gledajo Alpine A290, pa še kakšen malček. Torej je fajn, kot praviš. Mislim, meni se zelo dopade, je pa res, da nam so dali najbolje opremljeno različico, tako da težko ne bi bil zadovoljen. Drugače so te mednarodne premiere vedno ful zanimive, ne? Jaz sem ravno zaradi tega pripravil poseben prispevek, ker smo imeli nedolgo nazaj eno pri nas, v naši lepi deželici, ne? Ja. Sicer se je pa že zdaj vmes tam nekje od zadaj že ogrel za novo sezono na motorju, a ne? A ti kaj je vroče že? Toliko mi je vroče, da tudi jakne ne bi dal gor zdaj. Ja. Sam bom, moram. Moraš. Ja. Čelado tudi, pa rokavičke, pa Tudi. škorenčke, pa Vse. Tega. No, ali pa tega. A misliš, da bova midva z mojim čmrlom sploh konkurenčna tem ta velikim? Bova je pa saj bolj okreten. Imam jaz to. Sam sem inštruktor za varno vožnjo že skoraj 20 let in po več 100 opravljenih treningih še vedno zatrjujem, da je takšen poligon in treningi pa vaje zelo fina stvar, ki bi se je moral udeležiti v bistvu vsak in to na vsakih nekaj let. Tukaj se praktično cel dan izvajajo namenoma zoprne vaje, s tem se pridobi dodatne veščine in s tem se povečuje varnost na cesti. Pa vem, da tako ne mislim samo jaz. No, danes sem pa jaz v obratni vlogi in sem se udeležil treninga varne vožnje z motorjem. Če avto vozim že nekaj desetletij in v bistvu ves čas sem motor vozil pred 2 desetletjema, zdaj me je pa spet malo zamikalo. Vmes se je seveda spremenila tehnologija, predvsem pa jaz sam vem, da nimam dovolj znanja, zato je takšna stvar čisto super. Upam samo, da se ne bom kje zvrnil. Čeprav, če se Matej ni, se tudi jaz ne bom. Na tečaju ali pa na treningu varne vožnje vsak pride do tega, da spozna, kje so njegove limiti in pa treniramo kritične situacije, katere poskušamo na cesti se jim izogibati. In zato pa na treningu, na poligonu, na varnem območju lahko delamo tudi napake, jih popravljamo, se o njih pogovarjamo in potem treniramo. In če ne druga, pridemo do tega spoznanja, da je reševanje kritičnih situacij zelo, zelo težka zadeva. Tukaj tudi potem spoznajo, kako nevarno je pri kakšnem manevru kritičnem, govorim spet o zaviranju sili, takrat motorji največkrat padejo pri nič hitrosti zaradi pogleda, ravnotežja in tu potem vidimo, kakšne so razlike, ali je malo lažji motor ali težji. Pa tudi, kot ste pravilno omenili, brez ABS-a motorji vidimo, ko zaviramo v sili, kaj se dogaja za vorno potjo. In tukaj potem res pride do tega, da vsak vidi, opa, naslednja pa bo verjetno z ABS-om. To! Nisem se stresel, ker je v redu. No, pa se mi niti ni skrbel, ker inštruktorji tukaj obvladajo, tako da se znajo prilagoditi znanju posameznega motorista. Zdaj pa na polno dam, itak že vse obvladam. Malo se mi mudi. Hecam se, po pamet. Nič na polno, nič na polno.
Kako je lepo, a? Avtomobilistični novinarji ogromno potujemo, to pa zato, ker so avti v osnovi namenjeni premikanju. No, zato potem zabijamo ure in ure na letališčih, v letalih, ampak jaz pravim, kar je treba, ni težko, ker smo potem na koncu nagrajeni z lepo cesto in zanimivim avtomobilom. No, tokrat pa je mednarodna premiera prišla k nam, v našo lepo Slovenijo. Kar deževno, ampak bo. Zanimivo je, da znamkar Slovenci vedno težimo, zakaj ni več premier pri nas, ko imamo pa toliko lepo naravo in dobro ponudbo hrane in vsega. Mogoče zaradi vremena, ne? Ker tam v Španiji pa na Portugalskem je skoraj vedno sonce. But first we have an idea about the vehicle, right? So we need to have a destination that matches a bit the style of the vehicle. So here we're talking about the BZ4X Touring, it's about like a family car. You want to go on a longer trip, on a weekend trip. So you want not just a big city, but you want some outdoor seating. You want to have dynamic roads because it's a dynamic vehicle. You want something beautiful to look at. So we had a bit of an idea, also a bit of a Central European location, not too much south, not too much north, because we were here in the spring, right? So great weather at this moment, so we said let's have something in that area, a bit Central European, a bit outdoorsy, and then we came to Slovenia. How early do you start planning for each model? How long do we start? Yeah. We started thinking about this one maybe 6 months ago. Oh. Easily 6 months ago. Then we have a planning of when can we do based on when the production vehicle will arrive. Okay. And then we have an idea about, okay, we're going to do this in May. That's the timing that we are looking at. And then we start looking at projects where destination, then we issue a briefing to a few agencies and we ask them make us proposals and then we choose the best proposal and off we go. So why don't you do more presentations in Slovenia? Oh, we need to start one day, right? There's so many destinations in Europe we can go and we've explored many places. This time we wanted to indeed do something different, go to a place we haven't been before. And Slovenia was one of the options. When we came here a few months ago to try out and to visit, etc., I think we were completely convinced. So it was first time, but maybe not the last. Drugače pa Gašper tudi z mano, da bom lažje vse skupaj posneva, ne? To je njegovo orožje. Tokrat so pot speljali od Bleda prek Železnikovček, pa so šli kaj na Soriško, ne? Soriško Pa v Bohinjsko Bistrico, potem pa s kratkimi vožnjami do Bohinja in pol tam okrog, ne? Tako da ful lepe lokacije so zbrali, baje po njihovih besedah, saj so tudi zares po naših, tudi mi dostakrat tukaj snemamo, ampak so pa mogli že vnaprej rezervirati lokacije, ker je to Triglavski narodni park. What can you personally say about Slovenia? It's a beautiful country. The food is excellent. The scenery is great. It's like a huge postcard for me personally. You go around here and everywhere you look is beautiful with these green fields and these beautiful mountains in the back. So really love I would say the scenery generally speaking. The roads are great. Bit surprise for us. Honestly, if you compare to many countries, I'm from Belgium. Yeah. The roads are much better here than in Belgium, I can tell you. We don't agree with that, but maybe. No, maybe not everywhere, but that's okay because you also show the comfort of the car. So having a bit of bad road is fine, but it cannot be bad roads all the time. Otherwise, it's becoming a bit tiring experience. So here, I would say 80% the roads are really good and 20% not great. Perfect. Good to know. Je kar logistični zalogaj to, ne? Čeprav izgleda kot čist navadna vožnja novega avta. Ja, vsaj za nas, ker vedno vse špila v nulo. Ampak vsaj občasno se pa zgodi, da je kakšen avto premierno predstavljen, tudi pri nas. Tako da mi da pa zdaj iščeva spet eno lokacijo, kjer ne pada dež, a ne de? Ja, lep dogodek, ki mi je uspel, ampak vreme pa ni bilo lihe. Slovenci pa Hrvati smo imeli stalno dež, lilje na polno, ne? Tujci, ki so bili pred nami, so imeli pa lepo vreme, tako da za njih smo lepo poskrbeli, zase pa ne preveč. Pa vsi Slovenci vedno tako naredimo, za tujce najbolj, zato da so navdušeni nad nami, za nas pa mogoče malo manj. No, en zanimiv avto je zdaj na vrsti in jaz sem ga peljal med prvimi pri nas. Ja, jaz pa sem se potopil v svet zavarovalništva in financiranja, ampak ti dam prednost, ker si starejši. Wow. Kolega, smuči rabam, kje najdem delce? Okej. Žiga, ampak te niso za na vodo, to je za na sneg. Jaz grem na morje. Dejva, recimo sup pa kupalke, kje to najdem? Tu imamo sup,
tam pa kopalke. Tokrat vam moram pokazati en velik družinski križanec, ki bo moral imeti dovolj prostora tudi v prtljažniku, da bo potem cela familija uživala na dopustu. Foter s kakšnim pirom v roki, mama s knjigo, mulci pa na supu. Evo. Eno. Z lahkoto. Velikokrat lahko koga slišite reči, da so električni avtomobili dobri samo kot majhni mestni malčki, ker se z velikimi itak ne moreš peljati nikamor daleč. Ja, tole ob meni je velik in nov križanec Honči EHS 7 se mu reče, dolg je več kot 4,9 metra in jasno je, da takšen ne more porabiti tako malo kot kakšen boks. Noben velik avtomobil pravzaprav ne more. Zato je tukaj gabaritom prirejena velikost baterije, ki je v bistvu tako velika, da se morajo celo v Krškem potruditi pri proizvodnji elektrike zanjo. Ker 111 kWh je njena kapaciteta. Tako da doseg ni čisto nobena težava. 400 ali pa 500 km. Polnjenje pa tudi ne. Čeprav je tukaj arhitektura še 400 voltna, gre v teoriji do 250 kW moči, pri meni malo več kot 200 kW, je pa polnilna krivulja zelo, zelo dobra, kar pomeni, da je baterija 80% napolnjena v zdaj, 22 minutah. Kar nekaj Hončevih avtomobilov smo imeli že do zdaj, ampak so bili vsi bolj aristokratsko posebni s tistimi maskami, ki malo spominjajo na Rolls-Royce. Pri tem imam pa občutek, kot da bi vodenje nekega domačega podjetja oče po dolgih desetletjih predal sinu. Saj veste, enake vrednote, ampak precej drugačen in vsaj v tem primeru bolj moderen pristop. Že pri obliki je tako. Tukaj spredaj ni v bistvu nobenih reč, jasno tudi zato, ker elektromotor ne potrebuje toliko hlajenja. Z izjemo te črte tukaj spredaj, ki pač na avtu mora biti, zato ker je to najbolj prepoznaven znak rdeče zastave oziroma podjetja Honči v prevodu, ta avtomobil oblikovno nima nič skupnega s tistimi, ki so že bili v naših oddajah. Sprednji del je precej moderen in meni je dejansko všeč, še veliko bolj simpatičen, pa moderen, pa agresiven, se mi zdi pa zadek. Velik avtomobil je tole, 3 metre meri njegovo medosi, zato je prostora res veliko. Prtljažnik zadaj ponuja povprečnih 456 litrov, je pa spredaj še frank z 62 litri, kar je več kot dovolj za polnilni kabel. No, potnikom pa prostora v tem avtu res ne bo zmanjkalo. Velik avtomobil z veliko baterijo si zasluži tudi močan elektromotor. Ta tukaj ima 253 kW moči, to je 344 konjičkov in zato se ta gmota z mesta do 100 premakne v samo 6,3 sekunde. Je včasih na semaforih kar fino gledati, kako so ostali avtomobili po 2 sekundah samo še v tem ali pa tem ogledalu. Naj bo jasno, da je EHS 7 v prvi vrsti velik in udoben družinski potovalnik. Zato je mogoče nagibanja malenkost več, po drugi strani pa ta avtomobil zelo lepo blaži vse grde cestne anomalije. Moram reči, da sem skoraj fasciniran pa nad tem, kako zelo se spremeni karakter avtomobila, kadar vozni program prestavim na sport. Krmiljenje postane občutno bolj čvrsto in zelo lepo komunikativno, podvozje lepše blaži oziroma je tudi malenkost bolj čvrsto, vse skupaj je malo bolj ostro pripravljeno. Še vedno je to precej udoben potovalnik, ampak sem vsem kar navdušen, kako suvereno se lahko zapelje skozi kakšen zavoj. No, saj je na voljo tudi manjši EHS 5, pa še manjša štirica prihaja, ta je pač za tiste, ki potrebujete res veliko prostora in tudi veliko udobja. Pa veliko tišine. Moram pohvaliti, da je tudi prijetno tih, nekaj zaradi dvojnih stekel, na avtocesti se hrupa vetra pravzaprav ne sliši, predvsem pa zaradi očitno dobre zvočne izolacije. Skratka, zdaj pa gas po družino pa na morje. Oziroma, ne, gas ne bo prava beseda. Zdaj pa elektrika pa z družino na morje. Tako bo bolj prav. Slovenci smo nori na avte.
To govorijo tako prodajne številke kot raznolikost avtov na cestah. Se vedno s kolegi novinarji majčkeno pogovarjamo o voznem parku v svojih državah in so vedno presenečeni nad tem, koliko mi kot narod zapravimo za avte. Ampak očitno nam je to všeč in očitno je kriva tudi raznolikost ponudbe financiranj, ker vsi si pač ne moramo privoščiti avta na cash, ne? In zato sem se odločil, da naredim en takšen fajn prispevek o tem, kakšne opcije imamo, ker vsi nismo pač taki poznavalci, ne? Vemo pa, da želimo nov avto. Pri izbiri financiranja imajo stranke v bistvu dve možnosti, ali kredit ali leasing. Če se omejim na leasing, obstaja več vrst leasinga, fizičnim osebam ponujamo finančni leasing, pravnim osebam pa tudi operativni leasing ali nadgradnjo operativnega leasinga, upravljanje voznega parka. Za leasing ni potreben poln kasko, dopuščamo možnost odbitne franšize. Z leasingom se lahko financirajo nova in rabljena vozila, oboje, s tem, da pravnim osebam ponujamo financiranje tudi osnovnih sredstev, se pravi strojev, tovornih vozil, prikolic, gradbene mehanizacije, fizičnim osebam pa ponujamo financiranje, kot sem povedal, osebnih vozil, plovil, kmetijskih traktorjev, vse za delo in prosti čas. Tudi električna vozila financiramo, postopek je zelo podoben kot pri navadnih vozilih, z motorji z notranjim izgorevanjem, kakšne razlike bistvene tukaj ni. Pri električnih vozilih bi želel poudariti, da stranka ohrani vse pravice iz naslova subvencije, se pravi, kolikor se vozilo financira na leasing, subvencija ostane, pravne osebe ohranijo pravico odbitka vstopnega DDV-ja in pri električnih vozilih tudi ni bonitete. Moja družina se je povečala in potrebujemo večji avto, imamo pa že leasing za avto, ki ni toliko primeren za vozičke pa kupe plenic, ampak kaj bolj tazga. Kaj pa lahko naredimo v tem primeru? To ni noben problem, stranka lahko kadarkoli v obdobju trajanja financiranja predčasno poplača in zamenja vozilo. V takih primerih celo stranki 100% diskontiramo obresti in vrnemo sorazmerni del stroškov. Ključno je, da stranke izberejo stabilno leasing družbo. Večina leasing družb v Sloveniji je v lasti bank. To jim daje po eni strani kredibilnost, jim daje stabilnost in jim daje, kar je tudi za stranke pomembne, ugodne vire financiranja. Vse leasing družbe pa morajo imeti dovoljenje Ministrstva za gospodarstvo za potrošniško kreditiranje. Na to mora biti stranka pozorna. Sliši se v bistvu precej enostavno in tudi zares verjetno še nikoli ni bilo toliko ponudbe na trgu. Ne samo novih avtov, tudi različnih načinov financiranja. Tako da sem mogoče vsaj komu majčkeno olajšal to odločitev, ki marsikoga spravlja v stres. Kam greva? Ena stvar, ki nas voznike vedno spremlja, so zavarovanja. Vem, temu strošku bi se najraje vsi izognili, če bi se dali, ampak zavarovanje še kako potrebujemo, ko gre kaj narobe. Tudi tukaj se je ponudba v zadnjih letih močno razširila, pa s tem ne mislim samo različnih ponudnikov, ampak so se spremenile tudi sama zavarovanja. Ja, zanimivo je to, da se seveda trg spreminja z tem, kar na trgu sploh obstaja, glede na potrebe in želje naših strank oziroma ljudi. To gre vse v koraku s časom, napredek sklepalnih procesov, napredek tehnologije pri vozilih, prilagajajo se produkti. Morda še pred, 100 leti niso potrebovali kaska, danes je to že pri 60% vseh zavarovanj obvezno, da to imaš zavarovano. Prva potreba oziroma zakaj se je sploh začelo zavarovanje je bila zaradi zaščite tretjih oseb. Potem se je ugotovilo, da tudi taki vozi vozilo, če se na njegovem vozilu kaj poškoduje, da mora tudi on dobiti neko škodo povrnjeno. Kater zavarovalniški produkt je najbolj pogost? Ja, vsekakor AO, torej avtomobilska odgovornost, to je tudi obvezno zavarovanje po zakonu o zavarovanjih v prometu. Drugi najpogostejši pa je kasko. Slovenci imamo svoja vozila zelo radi, zelo pogosto ga zavarujemo, tako da mislim, da ni voznika, ki si kupi danes nov avto, pa nima kasko zavarovanja. Ja, Slovenci imamo radi avte, kar sem lepo videl, ko sem ob 50. obletnici Golfa GTI iskal lastnike starih in jih je toliko, da sem bil še sam presenečen. Lastniki starodobnikov dobro vemo, da so zavarovanje za njih ugodnejše zaradi številnih razlogov, za nove avte so se pa v zadnjih letih konkretno podražila. In kaj je razlog? Ja, zdaj ne vem, če so se res toliko podražile, mogoče napačen izraz. Mi moramo cene prilagajati cenam, ki so na trgu, zato da za neko premijo, ki ste jo plačali, še lahko nudimo storitev, ki jo
moramo tako po zakonu, kot tudi po pogojih plačati. Rezervni deli, storitve servisne, torej strošek dela se je zelo povečal in temu mora zavarovalnica tudi slediti zaradi inflacije in seveda vemo, tudi ko je bila korona, je bila inflacija na škodah dosti višja kot pa splošna inflacija. Glede na tehnologije, ki so, da se tudi pričakuje neka samovozeča vozila, se bo tudi ta sprememba v odgovornosti zgodila, ker danes še vedno odgovarja voznik, ki vozi avto za škodo, ki jo povzroči. Verjamem pa, da če več voznika ne bo, da bo potem odgovarjal proizvajalec, ki je ta avto proizvedel, ali pa nekdo, ki je te sisteme v to vozilo vgradil. Tako da bomo videli. No. Še dobro, da si me spomnil, moram tudi jaz avto zavarovati, preden grem na dopust. Še dobro, da si mene spomnil, ker moram še par kolcev zavarovati, preden grem. No, upam, da sva še koga od vas spomnila na kaj nujnega. Za zaključek oddaje nas čakajo pa zvezde in kolesarji. Veš, ko moram še kolo zavarovati? Se ne, Pa sebe. Ne, čempado. A ja. Kaj češ lepšega kot takole se preganjati po naši lepi deželici s kolesom. Ampak tukaj ima mir, skoraj nič prometa, lepe ceste in dobro preglednost. Vem, da ne mislim samo jaz tako, ker je v tem času že ogromno kolesarjev na cestah. Sem se pa zamislil, ko sem pogledal lansko letno statistiko, ki pravi, da je umrlo 8 kolesarjev, torej še enkrat več kot leto prej. In največ nesreč je bilo v starostni skupini od 45 do 54 let, kamor spadam tudi jaz. Primerna oprema, predvsem čelada, je postala tako standardna, da si jaz vožnje s kolesom sploh ne predstavljam več brez nje. Če pogledam statistiko, ta pravi, da čelada zmanjšuje tveganje za poškodbe glave kar za 40 do 70%. To ni hec, sem pa našel tudi podatek, da je polovica ponesrečencev lansko leto nosila čelade, polovica pa še vedno ne. Bodite pa pozorni, da ima tole oznako CE in da je potem skladna s standardom EN1078. Ta je. Zelo priporočljivo je tudi, da ste dobro vidni s kakšnimi svetlimi oblačili, pa z lučkami. Že vidim, da veliko kolesarjev dejansko takšna oblačila uporablja tudi podnevi, kar zelo podpiram, ker se je lani kar 87% vseh nesreč zgodilo ravno podnevi. Največ žrtev je bilo pa med starejšimi kolesarji. Jaz sem mogoče danes malo slab primer, ker imam res zanimivo in skoraj odsevno samo čelado, pa malo bolj atraktivno obarvane štumfe sem dal gor. Ravno iz tega razloga smo na Agenciji za varnost prometa razvili projekt za starejše e-kolesarje in kolesarje, ker se zavedamo različnih izzivov kolesarjev v prometu. Izzivov je še veliko, zame največja pa sta ustrezna infrastruktura in pa, bom rekel, prometna kultura. Zboljšanje obojega je nujno potrebno, ker se prometne kulture tiče tudi s strani kolesarjev. Točno to, niso vedno samo vozniki avtomobilov krivi za vse slabo, tudi kolesarji moramo upoštevati pravila in se zavedati, da na cesti nismo sami. Je pa včasih kolesarjenje zelo priljubljeno tudi zaradi najbolj enostavnega razloga. Zaradi praktičnosti. V Ljubljani je toliko gneče, da se s kolesom pride povsod prej. Z avtom, nažalost tudi z avtobusom, ne. Kolesarjenje pomeni telesno aktivnost, kar pomeni prispevek k dobremu zdravju, preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca. To vsak ve, morda je malo manj znano, da tudi k preprečevanju raka in pa k boljšemu duševnemu zdravju prispeva. Hkrati pa s tem pomagamo ohranjati okolje, saj kolesarjenje ne povzroča nekih škodljivih izpustov, tudi kolesarske steze so na splošno precej ožje in zavzamejo manj asfalta kot pa kakšne avtoceste. Zdaj vem, zakaj bom še naprej navdušen kolesar. Pa mimogrede na kolo ne sodijo mobilni telefon ali pa slušalke. No, tudi alkohol ne, če smo že pri tem. Sergio, po čem te poznamo Slovenci? Ja, najverjetneje po musk. Ja? A ti znaš pet ali kako? Neki sem materam, no. On zna ful dober pet. Ajja. Ja. Zato si kle, ker obožujem jaz tvoj glas. V glavnem, daj povej mi, kakšen voznik si? Jaz sem bolj
ne bom rekel počasen, nisem ne počasen, ne hiter, sem tak previden, easy rider. Ja? Zakaj nisi še nikoli nobene kazni dobil? Mogoče ravno zaradi tega. A je res nisi? Res je še nisem. Kot to je provokacija? Ne, res je še nisem. Selika, kakšno se ti zdi? To je pa prav 80s. Ja. Ta boljši avto, ta boljši muska, ne? Se strinjam. A si že vozil takšen avto? Ne, nisem ga še vozil. No, vidiš, danes boš mogel tudi sklopko uporabljati, pa ročen menjalnik, pa brez serva. Kaj ste mi to potekli? Neč, mislim, da boš tiči super. Ti je vroče? Mačken, ampak ne toliko zaradi temperature, zaradi adrenalina. A je bilo? Je bilo. Kaj je bilo najtežje, povej mi? Ja, najtežje je trd volan, sem se že malo odvadil tega, ampak pol te drugo vežbo je bilo pa že mačken boljš. Je šlo, ne? Super, a veš, da nisi nobenega stražca podaril? No, tu sem malo pazil, ja. Super si bil, pa tudi nobenega nisi se sploh dotaknil. Tako da, top. Kaj pa cajt? Kakšen misliš, da si dosegel? Ja, cajt po moje ni bil glih briljanten. Kaj misliš, da si se uvrstil? Nekje v tem delu. Ja? A tukaj le? Ja. A misliš, da si premagal vsaj ženske? Ne verjamem. Ne verjamem. Ali je bila kar gajsna? Ja. V glavnem, Sergio, prišel si na mesto pred Lauro. In to poglej, za manj kot 40 stotink. Pošteno. Čestitke. Bravo. Boš videl zdaj, da ne boš mogel tako, ne? Že zdaj vidim, ja, da sem... Ponovno bi rad bolj pritisnil, ne? Klej moč pa malo merkat, ne? Ja, jaz bi rad dirkat šel. Ja. A si kaj zapil not med vožnjo? Ne? Si bil preveč skoncentriran, ne? Ne, sem preveč sem bil fokusiran. Še ena zvezda že prihodnji teden je bilo kar zabavno na snemanju. Pokazali bomo razkritje čist nove Škode, poslovili se bomo od našega dolgoletnega partnerja. Kaj nam kažeš? Roka mi je šla. ID4 sem mislil, no, in prvič na naših cestah zapeljali tudi čist novo Toyota CHR+. A ti veš, da ima ta Toyota za desetinko boljši pospešek od tega Golfa GTI Super Duper Edition 50 Performance Pack, ne vem kaj še. Celo desetinko. Ja, lej, hitrejši je. Se je, zelo hiter avto in tudi zelo dober avto, kot boste videli v naslednji oddaji. Sicer pa spremljajte nas še na socialnih omrežjih, Facebook in Instagram, tudi na YouTubu in TikToku smo. Vsak petek pošljemo novičnik z vsemi novostmi, tako da se prijavite na volan.si, pa se vidimo.